Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes bo beseda tekla o čiščenju zrcal na velikih teleskopih v Čilu. Pogledali si bomo, kako daleč oziroma na kakšnih razdaljah bi nas vesoljci še lahko detektirali. Seciral bom pa še novičko o najdbi organskih molekul v vzorcih asteroida Bennu. Gremo. V astronomiji se skoraj vse vrti okrog svetlobe. Po eni strani zato, ker nam svetloba da večino informacij v vesolju. Na primer, iz svetlobe, ki jo oddaja zvezda, se lahko naučimo, kako vroča je ta zvezda, kako hitro se vrti. Mogoče ima eno ali pa celo več spremljevalnih zvezd. Po drugi strani pa smo s svetlobo astronomi obsedeni tudi, ker jo nikoli ni dovolj. Razen ko gre za telesa Osončja, so vsa telesa v vesolju zelo temna, ne oddajajo veliko svetlobe. In zato je ta svetloba za nas zelo dragocena in jo hočemo detektirati čim več. Zgodovina astronomije je zato povezana z zgodovino instrumentov oziroma priprav, s katerimi lovimo svetlobo. Dolgo časa smo imeli le svoje oči in oči so super, ampak imajo svoje omejitve. In ena izmed teh pomembnih omejitev je, da ima zenica majhno velikost. Večja, ko je zbiralna površina svetlobe, več svetlobe detektiramo in torej lahko vidimo temnejše objekte. In zato so ljudje izumili teleskope. Ti imajo veliko zbiralno površino in zato ujamejo veliko več svetlobe kot naše oči. Svetlobo pa ni treba le ujeti, ampak jo tudi usmeriti proti našim očem, če opazujemo skozi teleskop s svojimi očmi, ali pa proti kameri, če delamo slike. In za usmerjanje svetlobe uporabljamo leče ali pa zrcala. In danes bi nekaj povedal o zrcalih. Navdih sem dobil iz blog prispevka, ki sem ga zasledil na straneh Evropskega južnega observatorija. Povezavo najdete v zapiskih. Naloga zrcala je torej, da zbere svetlobo zvezde ali karkoli že opazujemo in jo pošlje do kamere, kjer naredimo sliko. Iz nje pa lahko preberemo, koliko svetlobe zvezda izseva. In pa seveda še cel kup drugih stvari, ampak to sedaj ni pomembno. Večje, ko je zrcalo, boljše je. Ljubiteljski astronomi imajo običajno teleskope z zrcali velikosti med 10 do nekaj 10 centimetrov, profesionalni teleskopi imajo pa zrcala do velikosti 10 metrov. No, največje zrcalo, ki je iz enega kosa, imajo velikosti do 8 metrov, to so zrcala na 4 teleskopih zelo velikega teleskopa v Čilu. Obstaja pa po svetu še nekaj teleskopov s premerom zrcala 10 metrov, ampak v tem primeru to zrcalo ni iz enega kosa, ampak je sestavljen iz več manjših zrcal. Zrcala v astronomiji morajo imeti izjemno natančno izbrušeno oziroma ulito obliko. Zrcala so ukrivljena, običajno ima površina obliko parabole. Zrcalo bo učinkovito odbijalo svetlobo, če bo izredno gladko in če bo ta oblika izjemno pravilna, torej da ne bo odstopanja od matematične oblike parabole. Vsaka nepravilnost na zrcalu mora biti manjša od valovne dolžine svetlobe, ki jo opazujemo. Torej, če gledamo vidno svetlobo, torej svetlobo, ki jo vidimo z našimi očmi, mora biti ukrivljenost zrcala izdelana z natančnostjo boljšo od polovice mikrometra.
Zrcala so zgrajena iz posebnega materiala, keramike, imenovane zerodur. Lastnost tega materiala je, da se praktično ne krči ali pa razteza pri spremembah temperature. Kar je seveda zelo pomemben, ker če bi se material krčil ali pa raztezal, potem bi se tudi oblika zrcala spremenila in s tem potem zrcalo ne bi bilo več uporabno. Ampak takšno zrcalo še ni dovolj. Takšno zrcalo še ni dovolj dobro. Če želimo, da se bo res večina svetlobe odbila od zrcala, moramo na zrcalo nanesti tanko plast aluminija ali pa srebra. 10 000-krat tanjšo od debeline človeškega lasu. Okej, sedaj imamo zrcalo, namontiramo ga na teleskop in nato z njim opazujemo. Noč za nočjo. Sčasoma se zrcalo umaže. Na njem se usede prah. Zato ga je treba vsake toliko časa očistiti, odstraniti treba prah. Za čiščenje se uporablja ogljikov dioksid, ohlajen na -80 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi je ogljikov dioksid v obliki snežink. Zdaj čistilci zrcalo poškropijo z ohlajenim ogljikovim dioksidom. Ko snežinka pade na zrcalo, ki je seveda na sobni temperaturi, snežinko raznese in pri tem odpihne prah, ki je na zrcalu. Recimo na teleskopu NTT v Čilu, ta ima velikost zrcala približno 3,5 metra, na ta način očistijo zrcalo enkrat na teden. Vsake pol leta je potrebno zrcalo bolj temeljito očistiti, takrat se zrcalo odstrani s teleskopa in čistilec ga previdno in zelo počasi opere s čistilom in posebno naravno spužvo. Pač zelo podoben, kot to delamo doma, samo da je treba biti bolj previden, da ne poškodujemo samega zrcala. A tudi to ni dovolj. Sčasoma se tanka plast srebra in aluminija na zrcalu obrabi in jo je potrebno zamenjati. V blogu, ki ga omenjam, so za primer podali kar te 8-metraše, torej zelo velik teleskop. Zopet je potrebno najprej odstraniti zrcalo, kar ni hec, zato ker je to 8-metrsko zrcalo v enem kosu, tehta 23 ton. Zrcalo nato odpeljejo iz kupole, naložijo v tovornjak in nato odpeljejo v poseben prostor, v neko čisto sobo, nekaj kilometrov stran. V tej čisti sobi ga najprej ročno očistijo, nato uporabijo nekakšen ekvivalent pomivalnega stroja, da odstranijo staro reflektivno plast in šele nato nanosijo novo plast. In vse skupaj traja približno 8 dni. Poglejte si spletno stran, tam so prikazane slike tega postopka in tudi video in je zelo zanimiv. Zdaj, mogoče se boste vprašali, kaj je z zrcali na teleskopih v vesolju. Odgovor je nič, v tem primeru jih ne moramo očistiti. Načeloma so ta zrcala čista, saj so do izstrelitve v čisti sobi, ker ni prahu, se pa na zrcalih tanka reflektivna plast sčasoma obrabi zaradi sevanja in zaradi trkov mikrometeoritov. Zato učinkovitost zrcal v vesolju sčasoma pada. Gremo nazaj na Zemljo. Če je zrcalo sestavljeno iz več manjših zrcal, je potrebno očistiti vsako zrcalo posebej. In tu pridemo do naslednjega sladkorčka. Evropski južni observatorij trenutno v Čilu gradi ekstremno velik teleskop. To bo teleskop s premerom zrcala 39 metrov, torej daleč največji teleskop za opazovanje v vidni svetlobi, ker ga bomo imeli. Zrcalo bo sestavljeno iz 798 manjših zrcal. In to je ogromno zrcal. Kako bodo vse ta zrcala očistili? Tako, da bodo vsak dan s teleskopa vzeli 2 zrcali in jih zamenjali z očiščenima.
Nato bodo umazana zrcala pač očistili in naslednji dan spet te očiščene zrcala zamenjali z umazanimi zrcali. In tako bo šla stvar naprej. Ja, to je zelo zanimivo. Ne bi pa rad bil jaz tisti, ki bo v čilu vsak dan čistil zrcala. Recimo, da so v naši galaksiji poleg nas še druga inteligentna bitja s tehnologijo podobno tisti na Zemlji. Bi takšne civilizacije lahko detektirale Zemljo? Na to vprašanje je poskušala odgovoriti znanstvenica Sofia Sheikh, zaposlena na inštitutu SETI. Inštitut je precej znan, ustanovljen je bil leta 1984. Ena izmed glavnih nalog inštituta je iskanje zunajzemeljskega življenja. Znanstveniki na inštitutu pripravljajo eksperimente in na splošno razmišljajo o načinih detekcije zunajzemeljskega življenja in tudi o tem, kaj bi naredili, torej kaj bi človeštvo naredili, če bi neko tujo civilizacijo dejansko našli. Med bolj znanimi metodami iskanja v okviru tega inštituta je poslušanje radijskih valov iz vesolja. Mogoče ste videli film Stik. Radijske valove sicer seva ogromno teles in naravnih pojavov v vesolju, zato je med vsemi temi signali težko poiskati takšnega, ki bi lahko bil umetno ustvarjen, ampak obstajajo metode, ki bi nam takšen signal, metode in postopki, ki bi nam takšen signal z veliko verjetnostjo razkrili. Vesoljce bi lahko našli tudi na kakšen drug način, na primer, če opazujemo atmosfero eksoplaneta, lahko iz podatkov razberemo, kakšni plini se nahajajo v atmosferi, in potem gledamo razmerje vsebnosti različnih plinov. Recimo na Zemlji vemo, da je razmerje dušika in kisika v atmosferi nenaravno. Ne pričakujemo, da bi se takšno razmerje ustvarilo samo od sebe. In podobna nenaravna razmerja plinov pač iščemo v atmosferah drugih planetov. Zaenkrat je to seveda še težko z današnjo tehnologijo, ampak ne nemogoče. Trenutno najmočnejši teleskop za tako delo je verjeten vesoljski teleskop James Webb. S teleskopi lahko iščemo tudi signale, ki bi jih v vesolje pošiljal laser. Ideja je, da bi takšne laserje lahko vesoljci uporabljali za komunikacijo. Potem so še bolj odbite ideje, kot je iskanje Dysonovih sfer. O Dysonovih sferah sem govoril v 4. epizodi. V glavnem, Sofia Sheikh je stvar obrnila na glavo in ocenila, kako daleč bi lahko različne znake življenja na Zemlji odkrili vesoljci. Verjetno vas ne bo presenetilo, da je najbolj daleč mogoče detektirati radijske signale, ki jih je v vesolje oddal radijski teleskop Arecibo. V 5. epizodi podcasta sem govoril prav o tem, kako so pred pol stoletja s tem teleskopom v vesolje poslali najmočnejši radijski signal do zdaj. Študija je sedaj pokazala, da bi ta signal z današnjo zemeljsko tehnologijo lahko detektirali do okrog 12.000 svetlobnih let daleč, kar je kar precej. Za občutek, polmer naše galaksije meri okrog 50.000 svetlobnih let. Če bi na Zemlji za komunikacijo uporabljali močne laserje, bi jih lahko vesoljci opazili okrog 6 svetlobnih let daleč. To je nekoliko več od nam najbližje zvezde Proxima Centaura, ki je oddaljena malo več kot 4 svetlobna leta. Podobno daleč, torej 6 svetlobnih let, bi bili v Zemljini atmosferi prepoznavni sledovi dušikovega dioksida. Dobršen del tega plina pride v atmosfero kot produkt gorenja v tovarnah in avtomobilih.
Treba je povedati dvoje. Radijski signal, ki ga je oddal Arecibo pred pol stoletja, je sedaj 50 svetlobnih let daleč. Če bo kdaj po nesreči kakšna civilizacija ta signal odkrila, bo verjetno v daljni prihodnosti. Drugo je, da so v tem članku gledali le sledove tehnologije v atmosferi. V tem primeru so pač iskali sledove naprednih civilizacij, podobnih naši. Če bi se zadovoljili z iskanjem življenja kot takega, ki se prav tako odraz v določenih plinih v atmosferi, bi takšne sledove našli na večjih razdaljah, ne zgolj 6 svetlobnih let. Seveda je zelo antropocentrično pričakovati, da bo življenje na drugih planetih, če že obstaja, kakorkoli podobno človeškemu, ampak dejstvo je, da ne vemo, kakšno bi to življenje lahko bilo. Zato takšna študija je zanimiva in potrebna, ker nam da nek okvir za iskanje zunajzemeljskega življenja. Ne da pa nam nobenih garancij, da ga bomo zares našli. Pred nekaj tedni je NASA oznanila veliko odkritje. Ne ravno prelomno, je pa vsekakor zanimivo. Znanstveniki so pregledovali vzorce z asteroida Bennu in v njih našli gradnike življenja. Preden nadaljujem, poudarjam, da niso našli zunajzemeljskega življenja, nobenih vesoljcev. Našli so zgolj organske molekule, ampak te molekule na Zemlji gradijo nas in vse drugo, kar leze in raste. Zato je to vseeno zelo pomembno odkritje. Pojdimo nekaj let v preteklost. NASA je leta 2016 v vesolje izstrelila plovilo OSIRIS-REx. Plovilo je potovalo do asteroida Bennu in se leta 2023 vrnilo na Zemljo z nekaj materiala z tega asteroida. Šlo je za približno 120 gramov. Asteroid sam ni nič posebenega. Je malo manjši od 500 metrov, kaže, da je v njem kar precej vode. Zanimivo za naše zanamce je mogoče to, da obstaja majcena možnost, da bi asteroid zadel Zemljo v obdobju med leti 2180 in 2290. Če bi tak asteroid zadel Zemljo, bi bila kar veselica. V prejšnji epizodi sem govoril o posledicah trkov različno velikih asteroidov z Zemljo in trk 500 metrov velikega asteroida bi bil zelo slaba novica. Ampak verjetno za ta trk je majhna in pač stvar prihodnosti, zato se zaenkrat osredotočimo na vzorce, ki jih je OSIRIS-REx prinesel na Zemljo. Znanstveniki so iz vzorcev najprej naredili en tak čajček. Seveda tukaj ne govorimo o celem vzorcu, ampak uporabili so le majhen del vzorca. In ta majhen del so zavreli v vodi, dodali so določene kisline, s tem so iz vzorca dobili organske spojine in jih nato identificirali z masnim spektrometrom. V vzorcih so našli sledove 33 aminokislin, med njimi 14 takih, ki na Zemlji sestavljajo proteine. Vzorci so vsebovali tudi velike koncentracije amonijaka, formaldehida, karboksilnih kislin, pa še nekaj drugih spojin. Še več, v vzorcih so bili tudi nukleotidne baze. Adenin, gvanin, citozin, timin, uracil. Te baze so na Zemlji sestavni gradniki molekul DNK in RNK. Vzorci so imeli tudi veliko soli, bogatih z natrijem, žveplom. To kaže na to, da je pri nastanku teh soli v preteklosti bila udeležena voda. In presenetljiva je bila pa še ena najdba.
in ta je povezana z sučnostjo molekul. Molekule so lahko desno ali pa levo sučne. To si lahko ponazorimo z dlanmi. Naše dlani so zrcalna slika ene druge, ne. Če damo dlani eno na drugo, jih ne moremo pokriti. Če bi pa eno dlan lahko prezrcalili, ne, bi jih pa lahko prekrili. In zdaj podobno je z molekulami. So levo in desno sučne. Hec je, da veliko večino proteinov na Zemlji sestavljajo levosučne molekule. In večina organskih molekul, ki so jih v preteklosti znanstveniki našli v meteoritih, je bila prav tako levosučnih. In to je bil kar močen dokaz, da so molekule, potrebne za nastanek življenja, prišle na Zemljo z asteroidi. Zdaj, zanimivo je, da na asteroidu Bennu so pa levo in desno sučne molekule zastopane približno v enakem razmerju. In ni jasno, zakaj. Če potegnemo črto, je vse bolj jasno, da vesolje vsebuje vse potrebno, da sestavi življenje takšno, kot je na Zemlji. Večina, če ne vse, te molekule so že bile najdene prej v vzorcih meteoritov, ki so padali na Zemljo. Zdaj, razlika je, da tukaj govorimo da smo tukaj imeli vzorec, ki je bil vzet direktno iz vesolja, vzorec, ki ni bil na kakršenkoli način poškodovan pri potovanju skozi ozračje. V glavnem, gre za še en pomemben korak proti razumevanju nastanka življenja na Zemlji. To je bila že 10. epizoda podcasta Portal v vesolje. Hvala vsem, ki nas poslušate. Naslednja epizoda se bo pojavila čez 2 tedna in ta bo nekoliko drugačna. V njej bom skupaj z Andrejo Gomboc in Marušo Žerjav kramljal o Gaji, satelitu Evropske vesoljske agencije, ki je pred kratkim prenehal z opazovanji. Pridružite se nam torej spet čez 2 tedna, do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.